Leto dni po zmagi na volitvah je iz tabora Gibanja Svoboda prišla šokantna novica. Njihov predsednik in premier Robert Golob je napovedal popoln zasuk strategije. A je to res šokantno? Mislil sem, da smo tega že vajeni. Skratka, dajmo pogledati, kaj. In dogovorili smo se še nekaj, da ne bomo dajali več nobenih javnih obljub, ampak bomo trdo delali in potem seznanjali javnost z rezultati. Obljubim, da ne bo nobenih več obljub. Kar šokantno. Če ne boš ničesar obljubljal, nam bo zmanjkalo materijala za oddajo. A se spomnite vesoljskega programa? Brez tega mi težko naredimo oddajo. Je pa res, da se je predsednik vlade tako odzval na očitke volivcev oziroma nekaterih starejših volivk. Kaj pa vas najbolj zmoti pri trenutni vladi? Laži, prazne obljube. Najbolj me moti Golob, ko govori, ko ne vem, kaj govori, ko ga ne razumem. Pa a ni lepo povedal? Lepo, polno izzivov, ma pa ful naporno. Mogoče boš, da ga ne razumete. No, tej zadnji volivki bi morda pomagal kakšen tečaj goriškega dialekta. Ali pa slušen aparat, nekaj od tega ziher. Vse ostale pa je Golob pomiril. Ne bomo imeli nobenih kažipotov in ne bomo napovedovali stvari, ker je bilo to očitno slabo sprejeto in ker je iz tega naslova bilo preveč zmede. Ja, super. Se pravi, ta napoved je veljala samo nekaj ur, naslednji dan smo namreč slišali spet nekaj, kar je povzročilo epsko zmedo. Dodatna obdavčitev drugega avtomobila v gospodinjstvu, uvedba plačljivosti vseh parkirišč, obdavčitev parkirišč v lasti podjetij, taksa za vstop z avtomobilom v Ljubljano in zmanjšanje dovoljene hitrosti v mestih na 30 km/h. Sekcija za osebna motorna vozila pri Trgovinski zbornici Slovenije opozarja, da naj bi vse našteto vseboval posodobljen nacionalni energetski in podnebni načrt. Jaz bi rekel, da to ni bilo prav dobro sprejeto, ker Slovencem ne smeš groziti, da jim boš avto vzel. To je druga najhujša stvar, ki jo lahko narediš. Prvo je, da mu bajto obdavčiš. Z vlade so potem takoj zanikali vse te navedbe, ne, da se bo to zgodilo. So rekli, da gre za neke predloge in ideje. Ampak če hočeš imeti mir v državi, pač nimaš takih idej. Če pa slučajno imaš, pa moraš obljubiti, da jih boš zadržal zase, skupaj z veganskimi obroki v vrtcih in šolah. Pa obljubiti moraš, da ne bo več obljub. Če je mnoga razburila domnevna vladna vojna proti avtomobilom, pa je poslance v parlamentu cel predpraznični teden razburjala bolj eksotična tema. Če se pod to vlado zavzemaš za čisto pitno vodo, si v tem hramu demokracije označen za populista. Zelo zanimivo je to, da ti to nekdo reče, vladni predstavnik, ne, ki maha, ki se promovira rdečimi petkami, ki hodi na safari v Afriko na državne stroške. Gospod poslanec Reberšek, jaz vem, da ste si želeli iti zraven z mano. Žal povabila sem nekoga drugega, meni je iskreno žal, zato ne cepetati tamle in biti vas jezen zaradi te Afrike, pa saj vas bo mogoče drugič povabila. To je pa čisti populizem. Kaj me boste? Takega vabila ne dobiš vsak dan. Menda je tudi poslanec Reberšek bil totalno presenečen, ampak samo dokler ni prebral drobnega tiska. Kaj ti? Klakočar Zupančič ga je v resnici povabila na prireditev Dan Afrike, ki je bil na Brdu pri Kranju. Priložnost, da v imenu Slovenije spregovori nekaj besed afriškim obiskovalcem, ni izpustila niti predsednica državnega zbora. Moja Afrika. Nedvomno se je zaljubila v črno celino in je prišla med afriške politike nabirati glasove za slovenski sedež v varnostnem svetu OZN. In kako smo zaenkrat uspešni pri pridobivanju podpore za članstvo v varnostnem svetu? Well, we just got to know about it. Očitno kljub silni diplomatski aktivnosti novica o naši kandidaturi še ni prišla do vseh Afričanov. K sreči je na Brdu s prepričljivim govorom nastopila naša predsednica državnega zbora. I was particularly happy to learn about the efforts being taken by the Ugandan, Rwandan and also the Congolese authorities to protect and ensure the survival of mountain gorillas. At a time when many animal species are threatened with extinction, it seems like the mountain gorillas will be spared. Zdaj ste se mogli nekaj zamešati. A se Slovenija bori za sedež v varnostnem svetu ali ne?
Zdaj, a jaz nisem dopisa dobil, a pa so člani varnostnega sveta gorile. A vi veste, a kdo od vas ve? Jaz ne, očitno treba Sajkota poslati raziskati, ker zdaj res ne vem več, kaj se dogaja. No. V glavnem, z gorilami so se ukvarjali tudi kmetje, ki so v torek okupirali Ljubljano. Menjam kravo za gorilo. Logično. Gorile so zaščitena živalska vrsta in bi se zato lahko pasle tudi na območjih Nature 2000, za razliko od krav. Čeprav, če gorilo molzeš, ne vem, kaj se točno zgodi, treba Klakočarja vprašati. Ona verjetno ve. Ne vem, po pričakovanjih je bilo pred državnim zborom pestro. To je bil populizem. Seznam stvari, ki razburijo kmete, je dolg in raznolik. Od goril, volkov in metulja okrčka do kanala C0. Mnoge pa so že čez vikend razburili policisti, ki so jih obiskali in zmotili med kmečkimi opravili. Policaj je rekel, da je prišel vprašati, če bomo šli na štrajk v torek. To se mi zdi pa tako, ne bom rekel, res podlo, no. Ne vem, če je to podlo, se mi zdi pa malo čudno, ne vem. Nedeljske nadure, verjetno. Kaj? Ker vse traktoriste so pol itak srečali v torek pred parlamentom. Tako pa so pojasnili svojo vikend akcijo. Žal nam je, da se je to pooblastilo oziroma zbiranje obvestil interpretiralo v javnostih kot zelo namerno. Ja, policisti so jim hoteli sam zagotoviti parkirne prostore v centru. Kar pa ni ratal. Drugač pa kmete razumem. Dajte pomisliti, da vam danes zjutraj na vrata potrka policaj pa vpraša, a greste za Prvomarske kaj na morje? Ne? Kao da vidijo, kako gozd bo promet na Primorki. Ne? Vas je pa skor kap in ste se bali, ne vem, da je treba šnopskega sosed Jože na črno kuhav skret zlit. Pa da ne bojo zavohali jointa, ki ga je mulj z šole vrnesel. Pa da je žena od frizerke prišla brez računa. Se ti svet podre. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.